fitting je nastavitev kolesa po kolesarjevi. Ne se ti prilagajaš na kolo, ampak se kolo na te prilagodi. To je main stvar. Grozno si me nastavljeno, samo tak tempo. Začnete vleči na eno stran in pol obremenjuješ eno koleno, en kolk bolj obremenjuješ. To je bilo v bistvu programirano za probleme, kaj si ti imel. Pojmo kar lepo od začetka. Živja, danes me spet čaka ena zanimiva stvar in sicer moj prvi bike fit, po slovensko nastavitev kolesa. Kolo sem spucal, popravil, zdaj ga naložim v avto in se odpravim v Maribor k mojstru nastavitev kolesa, se pravi k Dejanu Vračiču. Najbolj da gremo. Sva pa izbrala super dan, dež pada, tako da je glih prav za bike fitting. Če bi bil sonce ozun, bi se mogoče kar majčkeno sekiral, ker zdaj že lahko ozun kolesarimo, kaj je dosti toplo, tako da dan je ta prav. Če si kdaj razmišljal o bike fittingu, si sigurno že slišal za Dejana iz Maribora, to sem prepričan. Zdaj pa novem je to Sportlab. Nedolgo nazaj je svojo pisarno premaknil na novo lokacijo in moram reči, da je res fajn. Parkirišče je urejeno takoj pred vrati pisarne, ima pa tudi tuš in vse, kar rabiš, da se po švicanju zrihtaš tako, kot je treba. Plc je res spedena na nulo. Preden začneva, bi mogoče sam povedal, da je tale posnetek, tole sodelovanje danes je omogočila Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Dirka, ki jo po moje vsi poznate, zdaj meni je to osebno ena izmed najljubših dirk na koledarju, zdaj bom šel že četrtič in zato še toliko z večjim veseljem povem, da bo v bistvu oba z Dejanom letos tudi ambasadorja te dirke. On bo že zdaj kjero? Jaz sem od samega začetka že zraven, podpiram najboljšo dirko v Sloveniji. No super, evo, on je že od štarta, jaz bom letos prvič, ampak ja, zdaj takole, če 6. pa 7. septembra nimate še nič rezerviran, rezervirajte si, prijavite se na dirko. Absolutno ne bom žal, povem iz prve roke. A greste dirkat, ali pa če greste samo za to, da vidite, kakšna izkušnja je to, mislim, da res v nobenemu primeru ti na koncu ni žal. Tako da prijavite se. Dejana po moje že vsi več ali manj poznate, ampak še vseeno pa zdaj Dejan, mogoče za začetek, kaj je bike fitting, kaj naj je danes čaka? To je to, no imaš povedal mečken. Bike fitting, ne? To je že kar nekaj let obstaja, tako kako se še jaz dirko, še morda tega ni bilo, tako smo se še vse na roke šaufali, pa imbus žep, pa gremo nastaviti po občutku. Ne? Danes pa se je stvar kar konkretno razvila, ne? In tehnološko, in biomehanika, in vse je šlo naprej, tako da lahko res nastavimo pozicijo vsakemu kolesarju posebej. Torej, bike fitting, nastavitev kolesa na kolesarjeve mere, torej zelo važno. Torej, stil vožnje, želje vožnje, kje bomo vozili, kaj bomo vozili, najbolj važno, da nas nič ne boli na kolesu, da se dobro počutimo, kontrola kolesa, udobje na kolesu, pol pa še za tiste, ko malo rejsajo, pa to pa še potegnemo maksimalni izkoristek. Fajn je, če te nič ne boli, pol tudi uživaš na kolesu. Evo, predajam Anže. Po moje si povedal več kot super, zdaj pa kaj, čemo greva začeti, jaz se bom preoblekel. Tako, prvo mi boš neke osnovne tvoje podatke pusto, Okay. Se boš preoblekel, pogledala bova prvo, kako imaš sedaj nastavljeno kolo, zmerila bova tvoje telesne mere, karakteristike in potem bova nastavila kolo nate. Pol pa gremo ven, nazaj v takem slavnem menu, pač ko bo lepo vreme, pa spremljamo, kaj se zunaj dogaja. Ne? Ok, super, jaz glih to sem hotel še povedati. Zdaj,
Jaz grem v tole mečkan brez pričakovanj, zato ker to bo moj prvi bike fit, sem ti že povedal tudi. In do zdaj sem v bistvu vedno vse nastavil čist po feelingu, tok da me ni bolelo, tok da sem mislil, da je v redu. In me prav Firbac smatra, koliko bova spremenila, kaj bova spremenila, pa res tudi, tako kot si rekel, kakšen bo poj feeling na cesti. Bom jaz zdaj vprašal, koliko si naredil kilometrov zdaj s tem novim kolesom? Z novim kolesom tam je 300-400, nekaj takega. Okay, ne še dosti, ampak mogoče pač fajn je nekdo, ko pride k meni na fitting, da si že pripravi, mogoče pa mi pove, kaj se dogaja na kolesu z njim, če so kakšne neprijetnosti, bolečine, karkoli je takega, kaj ni vsakdanjega, je fajn razumljen feedback, pa da pol tudi lažje pogledamo te stvari. Torej, kako si se počutil prvih 300-400 km, kaj boš rekel? Zaenkrat super. Mogoče edin to, ne vem, koliko ti bo to všeč, ampak ročke. Zdaj jaz imam full rad tukaj, da je mečkan na noter in bi jih mogoče še mečkan bolj. Bova pogledala. Teda s tem, kako mi spreminjamo ročke noter, navzven, gor dol, spreminjamo tudi rič, torej kje držimo ročke. Teda to je zelo važno, teda, da ne dvignemo preveč gor, da ne spustimo preveč dol, s tem tudi daljšamo kolo, krajšamo, recimo v tvojem primeru, ko imaš integrirano krmilo, pač tukaj kaj dosti ne moramo več delati, ne? Teda je že fajn, da si v štartu kupil pravilno geometrijo. Imamo pa nekaj vzvoda z temi ročkami, z sedežom, pedali. Torej kolo pa ti imata 3 stične točke, kjer se kolo in ti stikata. Torej roke, ročke, sedež, rit in čevlji pedala. Teda to lahko vse uredimo. Teda mene tudi prav zanima, ampak prvo, če te ne premerima, sploh ne vemo, kaj bomo nastavljali. To je to, pa se greva pa meriti. Akcija. Preden sem se sploh usedel na kolo, je najprej sledil en tak kar konkreten pregled. Z napravo sva najprej izmerila širino in dolžino stopal, poleg tega pa naprava pokaže tudi razporeditev sil na stopalu. Vse te informacije pridejo prav pri izbiri vložka za čevlje, zdaj če imaš kakšne probleme s stopalom pri kolesarjenju, pol so vložki kar taka super rešitev. Druga stvar, ki je tudi ena od najpomembnejših stvari na kolesu, je sedež. Če te ta žulj pol v kolesarjenju enostaven, ne moreš uživati. Izmerila sva širino medeničnih kosti in prišla do zaključka, da je sedež, ki ga imam na kolesu, ta prav zame. Že zdaj ti lahko povem, da tale sedež, ki ga imaš gor, je pustiva. Tale Prologo Scratch M5 je super sedež. Morava ga samo še pravilno nastaviti. En hiter nasvet mogoče za vse, ki bi doma radi preverjali ustrezno širino sedeža. Doma se lahko usedete na karton in tako izmerite širino medeničnih kosti. Sedež bi mogel biti pa pol približno 2 cm oziroma 2 cm pa pol širši od izmerjene razdalje. Ker poznamo ogromen vrst sedežev, to še ni glih ključni podatek, s katerim bi lahko dokončno izbral sedež, je pa siguren v pomoč. Pregled pa tudi približen še ni bil zaključen. Dejan si res vzame čas in najprej preuči telesne lastnosti vsakega posameznika, ker vsaka malenkost v vsakdanjem življenju lahko vpliva na naše telo. Zdaj lahko je to pisarniško delo, križanje nog, nošenje torbe na eni rami. Vse take malenkosti vplivajo na naš telo, ta se prilagodi in hitro se zgodi, da smo asimetrični, skrivljeni in vse te zadeve se lahko pa tudi poznajo na kolesu. Po temeljitem pregledu sva nastavila ploščice na čevljih in prišel je tudi čas, da se usedem na kolo. Malo mi visoko izgledaš vizualno, ok, boma zmerila. Ko da, viš, vsako obrat, ko da kompenziraš s peto, viš, ko da opa narediš, ne, s peto. Tada malo si pa v medenici, ne, viš, se levo pa desno. Boma to vse zmerila. Da se Dejan s tem že kar nekaj časa ukvarja, je jasen že potem, da takoj nauči videti, kje bodo potrebne spremembe, še preden se sploh naredijo meritve s senzorji in računalnikom. Vse, kar je že sam opazil, je računalnik pol samo še potrdil in hitro sva prišla iz tegale. Mislim, grozno si me nastavljeno, samo tak tem pove. To dolgoročno začnete vleči na eno stran in pol obremenjuješ eno koleno, en kolik bolj obremenjuješ. Na tole. Fantastično, tako, tu zdaj skoraj nema, več nič mrdala. Leti to. Redko koga vse noter v zeleno spravimo. To zdaj ni cilj, da nekoga v zeleno spravimo, ok? Ampak če pade, je super, ok? Mora pa biti vsem tvojim telesnim karakteristikam zadovoljeno. Torej, peto smo spustila. Kod v kolenu sva za 9 stopinj še vedno, imaš koliko smo rekli, nekje 38, 39.
Boma kar pušla na 37, ok? Teda izkoristek. Kolena smo za 3 cm, to pomeni 3 cm smo jih naprej spravila od osi. Le to, medenici si se za, tu včasih so milimetrski, to so 1,4 cm si bolj miren, ti si v bistvu hopso po sedežu, premiko si se lateralno, to je ven pa noč smo te umirla, teda same super stvari, kar vozi. To kolo ti je vlito, tak ti mi povedal, če si opazil, nismo rabila krmila zamenjati, sedež je v vredi, v bistvu včasih moram pol kolesa zamenjati, da ga sploh dobimo v neke mere, ne? Teda tukaj praktično nismo rabila nič. Ampak smo ga samo postavila v pravilni položaj. Taki proces traja vse skupaj, tada, če ni nekih komplikacij, tudi v uri pa pol končamo, lahko 2 uri, imel sem tudi že koga 4 ure, teda ni nekega pravila, okay? Ker zdaj jaz ne vem, kdo mi bo prišel. Včasih so lepe stvari, pa gre vse tekoče, včasih se pa stvar konkretno zakomplicira, ne? In pol je tu že čaranje včasih, ne? Da nekoga rešimo. Kolo sva nastavila in iskreno sem bil kar presenečen, koliko enih sprememb sva na koncu tudi naredila. Ročke sva majčkeno dvignila in jih obrnila na noter, balanco sva spustila za 2 cm, sedež sva pa tudi še spustila in premaknila naprej. Nastavila sva pa tudi ploščice na čevljih, tako da ogromno enih sprememb, ki sem jih pa zdaj sprobal tudi že vzunaj in moram reči, da se počutim veliko boljš kot prej. Zdi se mi, da iz vsakega obrata pedal lahko stisnem še več moči. Sicer se bom mogel majčkeno navaditi, zato ker s takimi spremembami aktiviramo tudi druge mišice, ampak feeling je zaenkrat fenomenalen. Vsakmu, ki naredi vsaj majčkeno več kilometrov na kolesu, priporočam, da investira v BikeFit. Ne čakate, da je prepozen, res ni treba, da boli, da gremo to delati zaradi bolečine. V glavnem, midva zdaj vas prav lepo vabva na dirko Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki bo 6.7. septembra v Kranju. To je sicer majčka iz prve sezone, letos bo že 4. izvedba, kjer vas čakajo res lepe majčke, ne samo se splača priti ne samo zaradi majčka, ampak zaradi vzdušja, proge, skratka fenomenalno, kdo manjka, mu je lahko žal. Se vidimo. Fejs žal, pridite.